Danes sem se odločila posneti 10-minutni video za vse, ki ste v gužvi, pa bi radi malo migali. Jaz sem tudi danes v pisarni in sem rekla, ok, jaz moram se malo razmigati, ker sem pač res preveč v tem sedečem položaju in bom naredila en kratek trening in pa sem rekla, ok, če ga bom naredila zase, zakaj ne bi delila tudi tega z vami in mogoče, ko ga premaknem iz sedečega položaja gor, da se malo razmigamo. Torej, moje ime je Nuša Gnezda, sem trenerka za ženske, specializirana za vadbo po porodu, v perimenopauzi, za diastazo, za medenično dno in še. Tako da, danes bomo šli čez en tak lušen trening za celo telo, malo bomo dvigali utrip in pa začutile mišice. Jaz sem se sezula, zato da bom čutila tudi stopala, lahko ste pa obute, lahko ste v kavbojkah, lahko ste v opremi za pisarno, kakor čte, ker bomo to čist normalno speljali vse naprej. Jaz imam timer, da bomo res delali 10 minut, tako da evo, kar začnimo in sicer začeli bomo z počepom. Stopiš rahlo narazen in gremo počasi dol in z izdihom gor. Vdih dol, izdih je gor, kolena grejo proti prstom na nogah. Ok, pazi, da ti ne se zavihajo na noter, ampak da ves čas držiš kolena v smeri proti prstom na nogah. Pa kar delamo, malo se bom dala še iz strani. Imamo še pol minute dela počepa, kar delaš. Izdih je gor, vdih je dol. Ja, ker gremo še. Dihaš, tako da malo začutiš srce, da se nekaj dogaja v tvojem življenju, da telo začuti šok, ki ga premikaš. Ja, tudi moje zdaj v šoku, ko sem res že 8 ur sedela, ne 8 ur, 6 ur sem sedela. Ok, gremo še malo. Imamo še 5 sekund. Ja, 2, 1, stop. Super. Pa gremo počasi dol, v položaj na vse 4, če imate to možnost. In začnemo čez 5 sekund, bomo začeli dvigovati samo kolena v tem položaju. Torej, izdih, gor, vdih, dol. Gor, izdih, vdih, dol. Tukaj začuti, kako tvoj trebuh z izdihom te kolčne kosti potisne gor. Torej, z izdihom začuti, kako te kolčne kosti neseš eno proti drugi, ok? Tako da začutiš delovanje res teh globokih trebušnih mišic. In ko dvigaš gor, seveda dela tudi srčni utrip in trebušne mišice, hkrati pa tudi malo sprednje stegenske mišice. Gremo še izdih, vdih, izdih, vdih. Super. Smo tukaj in gremo zdaj na stran, ker bomo delali stranski plank. Torej, komolec daš pod ramo, ne nasloniš se na njega, tako da je rama gor, ampak se dvigneš gor. Lahko pokrčeš noge, lahko pa stegneš noge, odvisno na kateri stopni si. In držimo. Dihaš. Lahko daš roko gor, lahko pa gremo zdaj z roko pod. In vdih gor. Izdih pod trup, vdih gor. Lahko pa samo držimo. Držiš še. Dihaš, držiš, pazi, da ne padaš. Če postane pretežko, lahko daš zgornjo nogo čez ali pa spodnjo nogo pokrcaš. Odvisno, kaj ti je lažje. Gremo še 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Pa še z druga stran. Se obrnemo. Prštimamo, lahko damo nogo čez in dvignemo, držimo. Jaz sem dala nogo čez, zato ker sem imela to koleno poškodovano in nočem, da dam celo silo gor. Torej, vedno lahko nekako si prilagodimo vadbo, vajo, glede na naše stanje telesa. Torej, če imamo kakršnekoli težave, vedno lahko prilagodimo vajo, jo damo v regresijo ali pa progresijo. Gremo še. Kar drži. Še.
Imamo še 3, 2, 1 in stop. Super. Ok, zdaj se bomo pa ulegle na blazino. Damo roke ob telo. Prštimamo kolena tako, da niso preveč naprej, pa preveč ob zadnjici, ampak nekako ravno prav. Se primamo za kolčne kosti. Lahko damo palce na rebra in dvignemo boke gor. Ok, tukaj moraš res paziti, da ne greš z boki previsoko gor, torej da ne čutiš v križu vse teže in greš z vdihom dol in z izdihom gor. Tukaj se res poveži z glavo, da misliš na mišico, da misliš na zadnjico, ki trenutno dela, ker tako bo delala mišica najbolj. Torej z izdihom gor, z vdihom dol, pazi, da spuščaš celo hrbtenico istočasno, da ne spustiš spodnjega dela prej, pa zgornjega spustiš nazaj, ampak da cela hrbtenica istočasno gre gor in misliš na zadnjico. Pa gremo še vdih je dol, izdih je gor, pa delaš v tem tempu. Kar še izdih gor, vdih dol. Super. Kar na hrbtu, dvignemo eno nogo gor, drugo nogo gor, roke gor in gremo z izdihom, nasprotna roka, nasprotna noga. Izdih, vdih gor. Izdih, vdih. Čutimo trebuh. Vdih gor. Če ne moramo, delamo samo drsenje s peto. Če smo v položaju, ker naš trup ni dovolj močan, da bi lahko kontroliral to vajo, ki je zelo v bistvu težka za naš trebuh, ker če boste pozorne, kako butne trebuh gor. Jaz zdaj, ko govorim, ga ne moram toliko aktivirati in čutim, kako mi ga buta gor. V normalnem primeru bi mogel biti lepo aktiviran in sploščen. Če tega ni, delamo dol vajo. Torej z izdihom drsimo s petami, aktiviramo z izdihom transversus, globoko trebušno mišico in z vdihom nazaj. Še eno in spustimo. Koliko je ura? Aha, smo na 6 minutah. Bomo zdaj vmes naredili malo za kondicijo in sicer gremo dol v položaj za mountain climber in v bistvu samo tečemo. V tem položaju tečemo. Kar delaš, kar še. V bistvu kolena grejo proti popku, pazi, da ne padeš z boki dol ali pa da ne greš preveč v ta strešica položaj, ampak da se ohranjaš dol. Gremo še malo, še 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ok, smo na 7 minutah in dvignemo gor, kjer bomo naredili še malo za kondicijo. Tako da bomo šli kar v bistvu v položaj, da dvigneš roke nad glavo in bomo zdaj samo stopale po prstih. To stopanje po prstih da zelo veliko ene, kako bi se reklo, pozornosti na limfo. Okay? To, kar delamo zdaj, odpravljamo limfo, da gre tja, kakor mora iti. In hkrati še delamo na v bistvu srcu, na kondiciji. Zdaj, če lahko dvignete noge više gor, delate visoki skipping, jaz ga zdaj ne bom pokazala zaradi mojega kolena, delite tako, drugače pa lepo stopite po prstkih, gor pa dol. 2, 1, stop. Ok, super. Imamo še eno minuto in kaj bomo naredili? Mojo najljubšo vajo sklece. Ampak ker večina sklec ne more delati tako, se bomo dali na dvignjeno površino. Torej lahko greste na katerokoli dvignjeno površino in delamo sklece gor. Torej paziš, da imaš komolce pod kotom 45 stopinj, zdaj grem tukaj med rože, upam, da se mi kaj vidi. In v bistvu ne pustiš, da grejo komolci v ta položaj, ampak da res delaš s prsi dol do podlage. Ok? Z vdihom dol, z izdihom gor.
Kar gremo še. Vdih, izdih. Vdih, izdih. Jaz malo čudno tukaj delam, ker sem med temi dvemi rožami, ampak bo drugič boljš. Ok? Super. In zdaj, ko imamo še eno minutko časa, jo bom jaz izkoristila zato, da vam odpredavam to, da morate na koncu vadbe vedno ta srčni utrip in to vzburjenost telesa umiriti, ker če ne bo to ostalo še kar dolg časa po treningu in bo v bistvu telo v stresu cel dan. Zato se bomo zdaj umirili. In sicer usedeš se pač, kakor se želiš, narediš globok vdih, rame dol spustiš in daš vse ven, kar te muči, kar ti je ostalo kle gor, daš še ven vdih, izdih, vdih, izdih. Ok. Evo, 10 minut je minilo takole, sploh ne vem, da je bilo. Jaz se počutim fenomenalno, 300-krat boljš, kakor prej, ko sem sedela za mizo in zdaj bom šla s ful velikim navdušenjem nazaj delati in bo dan čist drugačen. In evo, točno to hočem od teh serij videov, ki jih bom snemala zdaj še naprej, torej 10 minut na dan z mano. Ne vem sicer, koliko bom dala to redno gor, ampak sigurno bo še. Tako da spremlji me, subscribi se, da boš imela vedno utripajočo se lučko in da boš vedela, kdaj moraš iti telovaditi. Se vidimo, čau!